Vsem skupaj en lep pozdrav na novinarski konferenci. Najprej bomo dali besedo gospe Vidi Starič-Holobar iz sektorja za predšolsko vzgojo, potem gospodu Tomažu Rudmanu, glavnemu inšpektorju, pa prijete vi na vrsto za vprašanje. Spoštovani, zadnje 2 dni ga skrb precej pošteno vse skupaj pretresa novica o dogajanju v enem zasebnem varstvu, za katerega moramo kar direktno povedati, da nažalost gre za povsem nelegalnega izvajalca varstva predšolskih otrok, ki kljub jasnim zakonskim določilom ni zaprosil za nikakršno registracijo ali pa za vpis v register izvajalcev javnoveljavnih programov. Naša zakonodaja, podobno kot je to urejeno tudi v drugih primerljivih državah, omogoča več različnih oblik zavarovanja otrok. Najbolj razširjena je seveda oblika javnega vrtca, ki je svojo kvaliteto primer evropskega zgleda in kot takšen tudi pravzaprav svetovnega primera dobre prakse. Druga možnost je registracija zasebnega vrtca, ki je v našem primeru, v našem prostoru tudi že kar precej razširjen. Če pogledate podatke, imamo v tem trenutku že registriranih 88 zasebnih vrtcev, od tega jih ima 15 veljavno koncesijo. V letu 2008 smo v sistemu omogočili tudi registracijo tistih zasebnikov, ki so predtem na svojih domovih varovali manjše skupine otrok. In sicer je zakon ta status poimenoval varuh predšolskih otrok, določil minimalne izobrazbene pogoje, ki jih mora oseba, ki želi varovati otroke na domu, izpolnjevati, določil, da mora biti to oseba, ki ni bila kaznovana za kazniva dejanja in je tudi predpisal, kakšen prostor in opremo mora zagotoviti za varstvo predšolskih otrok. S tem statusom je danes registriranih 338 oseb. Vprašali ste nas tudi po trendu, kako v naši državi na ministrstvu pravzaprav ugotavljamo interes zasebnikov za eno ali drugo obliko varstva otrok in podatki pravzaprav kažejo, da se trend obrača navzdol. V letu 2017 smo tako upisali v register 16 oseb kot varuh predšolskih otrok, letos pa samo še 6 do sedaj. Isto stanje, upadanje trenda se kaže tudi pri zasebnih vrtcih. In sicer smo jih v letu 2017 v razvid izvajalcev upisali 8, do današnjega dne pa se jih je upisalo v razvid izvajalcev 6. Torej, opravka imamo z primerom, ki ni urejen na nobenega od predpisanih načinov, zato se lahko samo počaka, da se bo v ustreznih postopkih ugotovilo, katere določbe veljavne zakonodaje vse so v tem primeru kršene. Smo že včeraj tudi jasno na ministrstvu povedali, da bi želeli z našega mesta opozoriti starše, da takrat, ko se ukvarjajo z idejo o tem, kam vključiti malčka, v katero obliko varovanja otrok, naj to delajo s polno odgovornostjo. Na naši spletni strani imajo dostopne vse sezname o registriranih varuhih, o vpisanih javnih in zasebnih vrtcih. Če jim kaj ni jasno, lahko tudi pokličejo neposredno strokovno službo na ministrstvu. Imajo tudi možnost, da predvsem takrat, kadar jim je mogoče ljubša izbira kakšnega zasebnika, neposredno od zasebnika terjajo, da jim odgovori na vprašanje, ali ima dovoljenje za to, da varuje otroke ali ne. To bi bilo mogoče za današnji uvod dovolj, bi pa prosila, da mogoče še nadaljuje gospod glavni inšpektor Inšpektorata za šolstvo in šport. Kar se tiče tega primera, je zaradi postopka, ki ga vodimo, lahko povem samo to, da smo reagirali takoj. Ko sem pogledal te posnetke, sem samo si želel, da to ni res. Druga stvar, v petek smo bili obveščeni strani policije, policijske postaje Vič, in v 1 uri smo šli na lokacijo, kjer naj bi se to izvajalo. V tistem trenutku smo lahko samo ugotovili, da tam ni nikogar, da se bila hiša zaprta, in smo potem lahko naprej vodimo samo postopek, kot nam ga predpisuje zakonodajalec, delno tudi normodajalec. Dnevno smo v stiku s policijo,
osebe, ki naj bi tam varovale, seveda bodo primerno procesirane, ne. Ravno tako seveda tudi lastnik javnega zavoda. Ne. Se oproščam zasebnega zavoda. Zdaj pa kar vprašanja, prosim. Ja, Nataša, to pravite, da je to bil zasebni zavod, ampak po drugi strani pa povsem nelegalen izvajalec predšolskega varstva. Zakaj je pa potem imel ta zasebni dovoljenje? Za kakšno dejavnost? Ni imel dovoljenja za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, tako kot to predpisuje zakon. Zakon reče, vrtec lahko organizira zasebni zavod ali pa zasebna gospodarska družba oziroma posega javnega prava, to je pa potem v tem primeru javni zavod. In potem, ko imamo oblikovani zasebni javni zavod, je dolžnost prvega in drugega, da gresta dovoljenje za to, da delata kot vrtec, iskati ministrstvo. V postopku morata ona dva dokazati, da imata usposobljen kader, zagotovljene prostorske pogoje, zagotovljeno opremo in tudi program, da se pogovarjamo v vrtcu. Kajti razlika med varuhom pa med vrtci je v tem, da vrtci izvajajo vzgojno delo po programu. Varuh izvaja zgolj fizično varstvo otrok. Ampak na tem naslovu je vendarle bil prijavljen oziroma bila prijavljena oseba, ki je imela status varuha otrok na domu. Starši, recimo, kot ste svetovali, da grejo pogledati v razvid, bi našli v bistvu osebo prijavljeno s statusom, veljavnim statusom in tako naprej. Ja, jaz bi če dovolite še prej, da še to zadevo razčistimo. Ne? Pri opisu v razvid se gleda tudi, če ima seveda opisano dejavnost, ne? Dejavnost predšolske vzgoje. In ta zavod je to imel, ne? Po meni dostopnih informacijah. Ne? Ni pa imel tega, kar je rekla moja kolegica. Sprav nadaljnih postopkov, ki jih procesiramo znotraj ministrstva. Torej na AJPES-u je imel urejeno, tako če po domače rečemo, glas pa ne. Tako je, tako je. Tako se registrira dejavnost predšolske vzgoje, ne? Seveda to dejavnost, mislim, 8 pa še nekaj je, ne? In to je imel registrirano. 85% predšolska vzgoja, to je imel, ne? Seveda posebne pogoje, ki jih mora izpolniti znotraj našega sistema, to je vložbo opisov razlik, pa ni imel, ne? Se vam ste rešteli v teh 338 ali? Ne, njega ni, on obstaja. Dejavnost je registriral, za dejavnost ni pridobil dovoljenja. Določene dejavnosti so takšne narave, da ni dovolj, da si jo vi samo pišete kot subjekt, da jo boste delali, ampak si morate tudi za njeno delovanje pridobiti licenco. In pa tega ni namen. Se pravi, je v bistvu s tem on šel tudi inšpekcijskim nadzorom ali ne? S tem, ko se je registriral, ni pa pridobil dovoljenja. Je bil predmet, bi on lahko bil ta zavod predmet nadzora inšpekcij ali ne? Seveda, po zakonu o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno. Ali ste na tem naslovu že izvajali inšpekcijski nadzor? Ne. Niti ne leta 2015? Ne. Po pričanju staršev naj bi tam bil inšpektor. Ja, zdaj vprašanje kateri. V tej državi 26 inšpekcij. Šolski inšpektor. Šolski inšpektor. In ki je tudi na vaši strani zapisan kot svetnik inšpektor. Lahko še enkrat preverjam, ampak jaz, ko sem prihajal, sem preveril, ne, da bi imel na tem naslovu, na tem zavodu nadzor, nimam podatka. Bom pa še enkrat preveril. Kjer inšpektorat je torej pristojen za to, ker na ministrstvu za delo so mi rekli, da glede na to oni niso in da ste vi. A ste zdaj vi pristojni tudi za te, ki niso registrirani, ki delajo na črno? Ali to pravzaprav nadzira te zavode, ki niso registrirani, to, kar ste rekli? Nihče? Ja, tako kot je kolegica rekla, ne, če je potrebno, pod zakonu, ki ste ga omenili, če so potrebne neke posebne licence, v tem primeru govorimo o vpisu v razvid, ne, smo za ta del odgovorni na inšpektoratu za šolstvo in šport. Ne. Za ostale zadeve, recimo, eventualno, če kršijo kakršnekoli zdravstvene standarde, ne, je inšpektorat za zdravje. Ne. Če gre za to, da nima dejavnosti vpisane, prvotno je to tržni inšpektorat, se pravi, ta vstopni pogoj. V tem primeru konkretno, če vas prav razumem, da se razjasnimo, bi moral inšpekcijski nadzor, bi moral voditi ministrstvo za delo, ne šolsko ministrstvo. Ne, tega pa nisem videl. Se lahko še eno vprašanje? Ampak seveda, kar se tiče inšpekcijskih postopkov, vsak inšpektor lahko vodi postopek, ne, če zazna nepravilnosti, ne, in potem seveda pristojnega za ukrepanje potem obvesti. Ne.
Vi ste šli v petek tja, pa je bilo že vse zaprto, ne? Ampak če bi prišli do tja, kakšen bi bil vaš postopek? Kaj sploh naredite v takih primerih? Kako poteka vaš postopek šolskega inšpektorata? Prvo, kar bi seveda moramo narediti, da se identificiramo, ne? Potem seveda preveriš identiteto oseb, ki to izvajajo, ne? Predhodno pa seveda tudi preveriš, ne, ali ne, so sploh upisani v razvid. Ne? In če niso, potem lahko vodimo prekrškovne postopke, oziroma če gotovimo kršitve, lahko vodimo prekrškovne postopke. Ne? Sporedno s tem pa lahko seveda tudi izdamo odločbo o prepovedi upravljanja dejavnosti. Kako pogosto upravljate nadzor, kaj je vaš povod, da upravite nadzor, ali se pred tem najavite? Mi imamo dva tipa nadzorov, ne? Imamo redne pa izredne. Redne se delajo po programi, izredne se pa delajo na podlagi pobude, ne? Lahko tudi anonimne. V teh primerih, ne, inšpektor presoja, ali se bo najavil ali ne. In v takih primerih se ne najavljamo. Pridemo ne napovedano. Mene pa zanima, ste potem v nesrečnem primeru šli pogledati, koliko teh je zapisanih v IPES-u, pa nimajo tega vašega dovoljenja? To me zanima pa, če ste sprejeli še kakršnekoli druge ukrepe, da bi take stvari prihodno preprečili. Oziroma, ali boste sprejeli, kako boste odreagirali, da se kaj takega ne bi več nikoli zgodilo? Kako je v bistvu to sploh možno, ne? Da ti to dejavnost registriraš, hkrati pa z vaše strani nimaš vseh potrebnih, ne vem, zakonskih dovoljenj. Kako se da pride na pol poti, pa hkrati tega nihče ne nadzira in preverja? Kako je to možno? Da se obtiči na teh pol poti in hkrati nekdo to izvaja mirno, mislim, in ni nobenega nadzora na tem. Zdaj, če mene sprašujete kot inšpektorja, ne, tukaj so predvsem zasebniki in SPI, ne, katere dejavnosti vse imajo registrirane, ne, ker kot SPI lahko registriraš cel kup dejavnosti, ne, in katere teh pa dejansko izvajaš, je pa drugo vprašanje. Ne. Od števila inšpektorjev, ki jih imamo, težko pričakujete, da bi to izvajali nadzor na licu mesta. Ne. Težko je razumeti, da ne obstaja neko orodje, nek mehanizem, recimo, da ne vem, inšpekcijska služba ali kakšna druga služba ne bi zaznala pač tega razkoraka, da je nekdo registriral neko dejavnost, hkrati pa ni vpisan razvid, čeprav zakon izrecno naroča, da je treba se vpisati v razvid. Skratka, mislim, kako to, da tle ni tega nekega mehanizma, orodja, a je to razlog pomanjkanja inšpektorjev ali še kaj drugega? En razlog je najbrž tudi v tem. Druga zadeva, ne, tako kot je kolegica rekla, jaz mislim, da prvi inšpektor so v takih primerih vedno lahko starši. Ne. Oni podpišejo pogodbe, oni so dnevno v stiku z otrokom, ne, in vkolikor mi dobimo kakršnokoli informacijo zasledimo, to absolutno prednostno obravnavamo. Isti dan. Pa v tem kontekstu bi prosila še na prejšnje vprašanje, ker dejansko na tem naslovu je bila prijavljena oseba, ki ima status varuha otrok na domu, a ne? Od leta 2005. V bistvu nekako tudi na papirju je to izgledalo urejeno. Torej, so zdaj pač oni tudi lahko legalno dejansko to upravljali? Legalno bi morala ta oseba, ki je bila vpisana kot varuh, upravljati tam dejavnost. Ker pri varuhu gre pot pa takole. Najprej dobi dovoljenje, potem se gre pa šele registrirati. In oseba mora, ki je vpisana kot varuh, svojim posebnim delom opravljati varstvo največ 6 otrok. Kaže, da tam te osebe ni bilo. In ta dvom, oziroma ugotovitev te okoliščine, bo zdaj tudi predmet tega postopka inšpekcijskega, ki ga pač vodi inšpektorat. Zdaj to, kar ste pa prej vprašali, seveda en del teh izvajalcev, ki nekako si dovoli, da mimo regulative izvaja varstvo otrok, ima v svojem naboru dejavnosti registriran zelo pester seznam vsega, od prodaje nepremičnin do mogoče kakšnih izdajateljskih publikacij. Tako da to je mogoče za razmisliti, ali bomo v prihodnje v sistemu dovoljevali tisti pač, ki registrirajo, kjer se dovoljujejo registrirane te svobodne podjetniške pobude, da nekdo, ki se odloči samo za predšolsko ali pa recimo za dejavnost vzgoje in izobraževanja, to dejavnost predvidi kot eno izmed recimo 5 možnih, ki jih ima v glavi takrat, ko počela svoj koncept, kako bo pač deloval na trgu. To je mogoče tisto, kar je ključen razlog, da je prišlo do tega, ampak drugi bi bilo pa potrebno pravzaprav reči bobu bob.
da so postopki, ki jim omogočajo pridobitev dovoljenja za opravljanje varstva otrok, predpisani in da se vodijo na našem ministrstvu. Tako da tudi v tem primeru pravzaprav pričakujemo, da se bo ugotovilo, bi rekla, tudi ena stopnja krivde, s katero se je kršilo to predpisano zakonodajo, o kateri čisto vsak lahko dobi na zelo enostaven način pojasnila na naši spletni strani. Ker recimo pri registraciji določenih dejavnosti kot SP, rabiš dovoljenje, recimo za nekatere dejavnosti dovoljenje obrtno-podjetniške zbornice. Za dovoljenje tega, torej ne rabi, mislim, za registracijo te dejavnosti pa ne potrebuješ nobenega dovoljenja. Ne, kot varuh ga potrebuješ in kot zavod ga potrebuješ. Samo pot je taka, da takrat, ko se registrirajo kot zavod, imajo še vedno možnost, pa ne po naši šolski zakonodaji, ampak drugi, da lahko navajajo več dejavnosti, ki jo bojo kot zavod upravljali. Ampak, če on želi upravljati karkoli z področja vzgoje in izobraževanja, se mora pisati v razvid. Se vračujem, pa ne bi tukaj predlagali kakšno spremembo zakonodaje, da bi bil postopek obraten, recimo za tak primer, ko gre za otroke, ko gre za občutljivo skupino, da bi bil postopek obraten, se pravi, da predno registrira dejavnost mogoče, da pri vas pač upravi vse te postopke, o katerih ste zdaj razlagali. Ker vidimo, da je problem, če lahko nekdo pač registrira dejavnost, potem pa dela na polno črno, če se prav razumem, tako kot je bilo v tem primeru. To je bilo popolnoma na črno. Ja, ampak vemo še enkrat, če hočete dejavnost, nisem v razvid. Vi jo navedete kot vaš poslovni izziv in jih lahko navedete, pač naša zakonodaja nikjer ne predpisuje, koliko si lahko umislite. Pri varuhu, kot je pa SP, je pa predpis izjemno jasen, samo eno si lahko izbere in če si bo izbral varovanje otrok, se mora iti najprej za odločbo upisati v registr. Potem se gre pa registrirati kot SP. Ampak ta primer ima zadnji to odločbo, ampak očitno je prišlo do zlorabe in bojo postopki pokazali, pravzaprav v kateri točki je nekdo grobo kršil zakon. Torej, ta voditeljica, ki je podala prijavo, ona ni bila tista, ki je imela status varuha. To bo mogla pa ugotoviti inšpekcija, ker to so zdaj ti postopki. Lahko še enkrat, ko sem to razložil, 2015 je nekdo kot varuh na tem naslovu bil upisan v razvid, se prav to razumel. Potem pa do danes, kdaj se je to bolj prenehalo, kdaj je bil izpisan iz razvida, kako? Ne razumem najbolj. Pravite, da zdaj noben ni imel tega dovoljenja. Pa da je imel to odločbo vašo strani. Kaj se to pomeni? Na tem naslovu je od leta 2015 registrirana oseba AA, ki lahko varuje kot varuh 6 otrok. V petek te osebe, kot so starši navajali, ni bilo tam, ki bi varovala otroke. Na tem naslovu je dejavnost izvajal zavod v Lučki, ki ni bil vpisan v naš razvid, tudi ni mogel biti kot zavod vpisan v razvid bankov, ker tja se pač vpisujejo posamezne osebe. Torej, zdaj jasno. Nihče od teh oseb, ki se zdaj omenjajo v javnosti, tiste, katere se omenjajo z imenom in priimkom, in ta vzgojiteljica, ki je to prijavila, ni imel tega dovoljenja, imel ga je pa nekdo drug. In zdaj je vprašanje, kakšno je razmerje med njimi. A so si to prodali, a so zlorabili, a so ne vem kaj. A je bil mogoče to lastnik te hiše? Ker to je bilo v najemu, ne? To bojo morali postopnike pokazati. To dejansko je tisto, kar bo potreba z vso skrbnostjo proučiti in tudi ugotavljati stopnje krivde, da je prišlo do takih kršitev. Koliko je bila pa velika skupina otrok, ki je tam pač vsakodnevno obiskovala varstvo? Da ste prišli kaj v petek popoldne ali kaj? Ne, takoj, ko smo dobili sklic z policije, ne. No, ne vemo, kdaj je bilo to omenjeno. Dopoldan. Dopoldan? Ni bilo nikogar tam? Ne. No, pa sicer verjetno od staršev je zdaj šlo. Tudi veste, da naslednji dan je bilo spletna stran izbrisana, ne. A že tisti dan, jaz sem naslednji dan v soboto zjutraj šel na spletno stran, spletne strani več bilo, ne. No, pa je šlo to za skupino 6 otrok, recimo, pokršanje maksimum pri varuhu otrok na domu ali je šlo za večjo skupino? Pa to bomo ugotovili tekom postopka, ne. Ko bodo končana zaslišanja tistih, ki so sporedno s tem dela tudi policija. Pa ste po petku, ko ste bili tam, pa ste naleteli na zaprta vrata, uspeli stopiti v stik s komarkoli?
Mislite, Rekli ste, da v petek ste prišli tja, pa so bila vrata zaprta, Ja, a ste seveda. pol še poskušali vstopiti v stik? seveda, vse pri nas so bili tudi starši otrok, ne. Potem smo seveda danes mislim, da so šli dopoldan so šli na sedež zavoda, da vidimo, kaj se tam pravzaprav dogaja, ne. In mislim, da da bomo uspeli že tekom letošnjega dne imeti tudi nekaj izmenjavo informacij s policijo. Ampak omenili ste, je bil nekdo vpisan kot varuh. Kdaj je ta človek tam delal, ki je bil vpisan kot varuh? To je že znano. Je pa še vedno vpisan, ta oseba, je še vedno v registru. A ste z njo že Izbrišejo stopili v jih, stik? ministrstvo jih praviloma izbriše na naš predlog, ne. In recimo samo v primeru povem, da teh izbrisov predlogov za prepoved opravljanja dejavnosti smo v 3 letih dali 20. Se pravi, 20 ljudi je imelo neke postopke podobne temu, ali so kakšni drugi razlogi? Ne, fizično, tako hude ne. Kaj pa so te primeri, da pride do izbrisa? Mislim, Ja. gre za kršitve nekaj povezano z... Poglejte, oni so odvisani iz razvid pod pogoji, ki so pač navedeni v odločbi, ne. Mi seveda pa ugotavljamo, ali tisto pogoje sploh še izpolnjujejo, ne. To je ena zadeva, se pravi, prostorski pogoji, kadrovski pogoji, ne, in tako dalje in tako naprej. Predvsem te sta vedno problema. Pa to na podlagi kršitve ugotavljate na podlagi prijav, ki jih dobite, ali tudi na podlagi, ne vem, tega, ker se pač čist naključno odločite in greste po seznamu varuhov in rečete, ok, vsakega, ne vem, tretjega bomo obiskali. Praviloma na podlagi prijav. In koliko recimo ste v letošnjem letu že dobili takih prijav glede varuhov na domu? 6. Sankcije oziroma izsledki? Globe in prepoved opravljanja dejavnosti v 2 primerih. V 2 primerih. Za kakšne kršitve pa gre? Da potem date recimo prepoveste v prepoved dejavnosti. Sem že rekel, ne. Hočem reči, a je bilo še kdaj kaj povezanega z otroki, z nasiljem za otroki, v to smer, s kakšnimi pritožbami staršev? Pri varuhu zasebnih otrok ne. Kaj pa sicer v vrtcih ali pri ostalih? Ja, kar se tiče nasilja, ne, imamo, mi se počakujete našo spletno stran poročilo, vidite, imamo posebno rubriko v poročilu, ne, v nasilju, ne, imamo klasificirane različne kategorije, medvrstniško, fizično, psihično, dalje strokovni delavci izvajajo fizično nasilje, psihično nasilje in drugo, ne. In teh zadev smo imeli v letu 2018 30, 35, 40, 55, domnevnega nasilja. Torej, vseh oblik nasilja. prijav ali... Prijav, ja. Koliko dejansko je potem teh prijav pravičen kot 55? Težko vam povem, ker vsi postopki še niso končani, ne. Kaj pa recimo v preteklih letih, recimo, lahko da se prst povesti, ne vem, čak prijav pravičenih ponavadi okoli 10%, 20, 50, koliko? V povprečju je tam dobra tretjina. Kako pa vi ugotavljate, a je to res prišlo do nasilja, kaj so vaši, kako postopek sploh izgleda, recimo, če nekdo To je zelo zapleten, ne, zlasti, kar se tiče psihičnega nasilja, ne. Odvisno je seveda tudi od percepcije, ne, vsakega, kaj dojema kot neko psihično nasilje, ne. In v primerih fizičnega nasilja je to seveda malo lažje, ne, ker je vključena tudi policija, ne, ker je pa zasum kaznivega dejanja, ne. V primerih psihičnega nasilja pa je situacija mnogo bolj zapletena. Nekaj standardov, kriterijev za to enostavno ni. Postopek je relativno dolgotrajen, gre za vprašanje soočenj. To vi izvajate, imate kakšne psihologe? Ja, mi izvajamo, ja. Pa reagirate na vsako prijavo tudi anonimno, ali mora biti tako, kot je bilo tle video posnetek, pa kdaj reagirate? To seveda smo bili ravno tega kritizirani, na vsako prijavo skoraj odreagiramo, čeprav temu ni res tako, ne. Na anonimke smo dolžni obravnavati na podlagi 24. člena zakona o inšpekcijskem nadzoru, ne. Res pa je, da vsake zadeve ne obravnavamo, imamo nekako 3-stopenjski filter. Prvo je že predstojnik, ko dobimo vlogo, ocenim, da je zadeva takšna, ne, da je izrazito zlonamerna, ne, da ni praktično ničesar, ne, v smislu ne
ovaj, pa tisti, to ti ravnatelj, pa to ta tajnica, to praktično damo takoj ven, se sploh ne procesira, zadeva. Drugi filter mora biti inšpektor, ki zadevo dobi, mora preveriti, ali to sploh sodi v naša pristojnost, ali ne sodi, če ne sodi, seveda, da gre zadeva na pristojni organ. Potem pa seveda mora tudi preveriti, da smo, glede na dejstva, ki jih navaja prijavitelj, tudi že karkoli postopa. Če ni novih dejstev, seveda se zadeva na tej točki zapre. In zdaj seveda je odvisno, kako te zadeve štejejo. Če jih štejemo strogo, tako kot je odločilo Vrhovno sodišče, v primeru, kdaj se inšpekcijski postopek začne, potem v teh primerih seveda se ne šteje, kot je inšpekcijski postopek sploh začeti. Če pa šteje, in v tem primeru seveda, če pa temu tako ni, potem pa inšpektor začne s postopkom. Ki pa je seveda lahko zelo različen. Takojšen obisk v zavodu, lahko seveda se samo pozove na neko izjasnitev, posredovanje dokumentacijo, pregled oziroma upogled v javno dostopne aplikacije, ministrstva in druge javno dostopne aplikacije. Na tej podlagi se marsikdaj že lahko ugotovi, kakšna verjetnost je, da je prišlo do nekih zlorab sistema. Jaz bi zdaj še vseeno enkrat vprašala. Gospa je prej povedala, da je v Ajpesu registriranih svašta ponudnikov, ki ponujajo tudi varstvo otrok, da pa niso registrirani pri vas. A boste šli pogledat, kak je ta razkorak? Ste šli to že pogledat? Ste prešteli, koliko ljudi izvaja varstvo otrok ali karkoli temu podobnega, pa ni vpisan v vaših seznamih? In kaj boste naredili, da do prihodnja do tega ne bo prihajalo? Ker to je očitno neka sistemska napaka. Poleg tega me zanima, če so se tudi drugi starši zdaj začeli na vas obračati, ker imajo mogoče podobne težave s kakšnimi drugimi vrtci ali pa temi, ki ponujajo varstvo. No, gospod, vseeno, to seveda ni sistemska napaka. Zloraba zakona je zelo taka, lahko groba, zavestna napaka. Že leta 2012, ko smo nekako prvič tržni inšpektorat, šolski inšpektorat, naredila en tak usklajen pregled teh izvajalcev, ki so imeli vpisane dejavnosti varstva otrok, so dobili opozorila, da so se dolžni registrirati v enega izmed razvidov v našem ministrstvu. Tudi na spletni strani imajo oni ta poziv, da kdo pač dela za otroki, se mora odločiti, na kakšen način in da se vpiše. Tako da to je pravzaprav neka taka permanentna aktivnost, za katero tudi inšpektori velikokrat pridobijo podatke ob spremljanju spletnih strani. Tam se ti izvajalci na zelo simpatičen način ponujajo staršem in jih velikokrat inšpektori ravno na ta način odkrijajo, ker pač preverjajo, ali za tisto ponudbo tudi stoji nekdo, ki ima dovoljenje za upravljanje tega dela. Tako da je pač v sistemu več teh filtrov postavljenih, v tem konkretnem primeru pač bo pa potrebno nekoga, ki si je privoščil to kombinacijo kršitev, tudi ustrezno sankcionirati, tako da ne bi se komu še ne prišlo podobnega mislu. Po tem konkretnem primeru ste rekli, da dejansko ste to že žensko posnetko, vi že identificirali, da ste se že pogovarjali z njo, ste z njo pogovarjali policija, kakšna kazen grozi za takšno takavo. Čisto za konkretno primer, če lahko že sploh kaj poveste. V tem konkretnem primeru, to konkretno vprašanje, ki mi ga v tem konkretnem primeru, tako samo povem, da pač nismo bili tam, uspeta ni bilo. Da je policija uspela z njim vzpostaviti stik, se morate pač vrniti na policijo. Kakšna pa kazen za tovrstne zlorabe? Globa. Samo globa? Ja. V našem primeru seveda so globe, policija ima pa seveda tudi možnost, da postopa v skladu s kazenskim postopkom. In kolikšna je globa? 1000 evrov. Teh 55 prijav, ki ste jih prej omenjali, da jih je bilo letos,
To se nanaša na javne vrtce, zasebne in varuhe vse skupaj. Mislite nasilja? Ja, to so domnev prijave. Ja, vse. Vse skupaj. A mogoče jih je, imate kaj, ne vem, več v javnih, več v zasebnih ali pri varuhih? Lažniva babica, ne? Ja. Ker imamo v javnih šol, imamo toliko in toliko in v javnih šolih seveda imamo največ prijav, ne? Ampak seveda tudi razmerje, če gledamo, ne? Statistično, če bi gledali število šol, število takšnih prijav, ni nekega izrazitega odstopanja. Pri varuhu zasebnih otrok to lahko povem, da je to prvi primer, ki ga imamo. Kaj pa tudi sicer prevladujejo šole ali vrtci? Verjetno šole? Šole, ja. Predvsem tako imenovana obdobje primarne socializacije, ne. Vsaj po tistim, kar mi dobimo, ne. Koliko je vas inšpektorjev na šolskem inšpektoratu? 2 sta za šport, 11 jih je za, oziroma 11 jih je za šolstvo, od tega v tem trenutku operativnih 8. Šolstvo se pravi tudi vrtce in vse? Ja, vse. Od vrtca do fakultete. Glavno 8 inšpektorjev. Smo bi potrebovali. Odvisno, kaj se ta družba hoče, kaj ta družba hoče. No, v nekem optimalnem scenariju, kaj govorimo, ne vem, številko leta manj. Ja, seveda smo različni scenarije, kar se tega tiče, ne. Ampak recimo samo, da bi zadostili, ne, ker še nekaj bi povedal, ne, mi, pri nas razen tajnice smo vsi drugi inšpektorji. Nobenega drugega, ne. Nobenega svetovalca nimam, ne. Moji svetovalci so kličem kolegi na ministrstvu, da se posvetujemo, ne. Takrat, ko je ta organ nastal, ne, leta 1995, ne, smo imeli neko oceno, tako minimalno številko na področju športa 5, na področju šolstva pa tam okrog 25 inšpektorov. Na takratno pravno in dejansko stanje. Verjetno ni situacija na že takšna, ne. Prvo, da ima, ni toliko manj toliko na šoli. Otrok je manj, če gledamo. Šoli pa več. Šoli več, raznolikost je večja, ne. Predpisov pa seveda nekajkrat toliko, kot jih je bilo takrat. Tudi naša pristojnost je zelo razširila takrat. Kako pogosti so redni nadzori? Vsako leto. Vsako leto vsi v zadnji? Ne. Zakonodajalec do leta 2005 smo imeli na vsakih 5 let, ne, kjer to zaradi kadrovskih pogojev niti podrazno ni bilo možno, smo seveda zakon spremenili in zdaj imate pred 5 let praviloma na 5 let. Ne. Na letni ravni imamo cirka 40 rednih nadzorov, ne. To je program, ki ga vsako leto dorečemo skupaj, oziroma ki ga mora glavni inšpektor doreči skupaj z resornim ministrom. Ampak seveda nadzirate tiste, ki so pisani v razvid, ne? Ne, to pa ne. Kako lahko to trdite, ne, če mi sprašujem, rečemo veliko glob zaradi neopisa v razvid, ne. Samo še to, nikoli niste obravnavali tega zavoda, čeprav imamo mi podatek. Pa še enkrat bom povedal, ne, jaz ko sem šel, sem na hitro to preveril in mi aplikacije ni vam tega. Ker je lahko tudi seveda, da bi obravnaval drug zavod, veste, ne, pri drugi, ne. Bom pa zdaj, ko bom pa šel nazaj, še enkrat prečekiral vse, tudi po tem naslovu, ne. Da vidim, ali bo kakšna druga oseba tukaj registrirana, ali kakšen drug zavod, ne. Se, če vam pomagamo, lahko zaupamo potem tudi privati, mi pa pri nek inšpektorja, ki naj bi bil tam mogoče tudi prelažen na šli. Lahko. Je to vse. Smo izčrpali. Hvala lepa.